Nekateri vam pripisujejo presenečenje, spet drugi pravijo, da ne bo nič z tega. Kaj vi menite, kakšno je vaše mnenje? No, presenečenje ne bo, zato ker to vemo, da bomo zelo močni v parlamentu, to je jasno. To pa, da nič tega pa ne bo, pa ni mogoče, ker je že zdaj veliko. Če samo pri tem se ostavi, da toliko ljudi do zdaj recimo pasivnih, ki so rekli, dost imam, pa nič več, je začelo zelo aktivno delati, je že to velik napredek za družbo. Mi pa predvsem hočemo to. Vedno več vplivnih mož in žena vam daje podporo. Koga lahko pričakujemo še v vaših vrstah? Ne vem, to morate pa tiste vprašati. Jaz nikogar ne vabim, mislim, osebno ne vabim, ne narobe. Vabim vse, ki hočejo priti in ki se strinjajo in ki mislijo, da lahko kaj pomagajo, medtem, ker osebno pa nobenemu ne rečem, naj pride. Ne vem, jaz upam, da jih bo veliko prišlo, ko bo enkrat recimo kakšna, jaz verjamem, da bomo dobro stali na kakšni predvolilni anketi in če bomo dobro stali ali pa ko bomo dobro stali, bojo še tisti, ki jih sicer malo manj rad imam, ki bojo videli, da je tukaj priložnost, prišli zraven, ampak takrat bomo pa malo bolj, bi rekel, selektivni. Kar se tiče v Mariboru, jaz upam, da bo tudi tukaj kakšen odbor, kdo ga bo vodil in kdo ga bo ustanovil, je pa odprto, ker mi smo rekli, da bomo pognali vlak in potem je pa odvisno od baze, da se organizira, mi si pomagamo in tako naprej. Sami Mariborčani se pa morate zmeniti, tisti, ki pristajajo ali pa jim je blizu to, kar mi govorimo, predlagamo, se včlanijo ali pa ne včlanijo, se dobijo in se med sabo dogovorijo, kdo bo tisti, ki bo vodil, kdo bo kandidiral in tako naprej, vse je odprto. Nobenega kandidata še nimamo z nobenega okoliša, če recimo ne rečem, da nekaj od nas iz iniciativnega odbora bomo pa le se upali kandidirati. Kolikor boste prišli v parlament, kakšne cilje imate glede Maribora in Štajerskega konca? Imamo generalni koncept za celo Slovenijo, za sočasno razvijanje vseh delov Slovenije, o konkretnih projektih pa ne maram biti toliko napihnjen, da bi jaz vedel, kaj je tisto, kar je za Maribor najboljše, to pomeni, Maribor še ne boste povedali. Mi bolj ali manj delamo, če vam povem, v enem mesecu smo porabili 1000 evrov, se pravi, vsak od nas je dal 100 evrov in smo prišli en mesec skozi, zdaj pa računamo, da bomo še z 2000 evri prišli do parlamenta in bomo prišpali recimo 500 000 evrov kot vsaka davkoplačevalskega denarja, kot vsaka stranka porabi približno toliko ali pa še več za svoje volitve. Jasno je pa, da je pa to seveda v delu pa to veliko stane, ampak to stane delo tistih navdušencev, ki se strinjajo, ki mislijo, da je treba kaj narediti. Če je treba kaj takšnega, sami plačamo bencin, če je treba kaj vsak iz svojega žepa, za te skupne stroške, kot so bili dvorana, pa to, pa smo pa pravim 1000 evrov zbrali, ki jih bomo zdaj počasi porabili.